Vlatko Čančar, najprej dobrodošli nazaj v Slovenijo, sicer niste daleč, ampak vseeno, kako je priti nazaj domov, videti družino in videti nenazadnje prijatelje in soigralce, s katerimi ste osvojili evropsko kanto, če lahko tako rečem. Ja, najlepša hvala. Vedno je lepo priti nazaj domov staršem, soigralcem in pravim, zdaj smo vsi po moje z mislimi za te dve tekme. Pač kot pravim, veselim se tega, vedno se bom veselil in Kako je, glede na to, da ste seveda še vedno svojo ekipo v Evropi, bili ste izbrani na NBA naboru in še vedno nekako ne vemo točno, kdaj boste odšli v ligo NBA, morda zdaj že bolj veste, če greste naslednje leto ali ne? Niti ne še, no. Nekako probam, da grem, bom rekel, ta nek flow. Kot pravim, zdaj sem z mislimi reprezentanci, vse drugo me niti ne zanima. Po koncu sezone se bo vedelo, kaj in kako. Zdaj, seveda z vsemi odsotnostmi v slovenski reprezentanci vam hočeš nočeš pripada vloga enega izmed nosilcev igre. Kako se pa vi ubadate s tem pritiskom, če je to sploh pritisk ali je to nekaj naravnega? Ne, jaz mislim, da je to nekaj naravnega, bolj neka nagrada, kot vedno pravim, za to neko trdo delo, za neka, bom rekel, te sacrifices, no. Tako da jaz sem zadovoljen s kakršnokoli vlogo mi da trener in vedno bom bil, kot pravim, no, veselimo nas vsi tega, res, nimam kaj več da povedati. Pred vami sta dva tekmeca, Črna Gora in Belorusija v Minsku. Črna Gora je izjemno težka reprezentanca oziroma težko je premagati, kar ste nenazadnje na svoji koži občutili tudi na pripravljalni tekmi. Kako se tokrat lotiti Črnogorcev? Z enako mero agresivnosti proti njim, predvsem to bo en fizični duel. Kot pravim, res da igrajo doma, ampak mislim, da še vedno lahko jih zmagamo. Danes ponoči oziroma v zgodnjih jutranjih urah je Goran Dragić zaigral na All-Stars tekmi. Ste spremljali to tekmo? Spremljal sem samo prvi polčas, potem sem pa nažalost zaspal. Kaj pa recimo kot vam, ki ste seveda tudi delili slačilnico in košarkarski parket z Goranom Dragićem, to pomeni, da vidite prijatelja v takšnem položaju med zvezdniki, kot so LeBron James, Kevin Durant in ostali? Ja, najprej bi mu tudi čestital za to All-Star. Ja, res je to nekaj neverjetnega, dosti na svetu mi je tudi on sam dal, res ta lider, ki ga nosi v sebi, to je res nekaj neverjetnega in res mi je v čast, da sem delil slačilnico z njim. Hvala in srečno. Gašper Vidmar, pred vami sta dve težki tekmi, to lahko rečemo zlahka, Črnogorci v Podgorici in potem še Belorusi. Sami zdaj nosite vlogo prvega centra v reprezentanci in morate biti seveda pripravljeni na boj na obeh straneh igrišča, v obeh raketah. Kako ste se pripravili, glede na to, da vas je zdelala bolezen? Ja, pač zdaj, prejšnji teden sem bil res bolan, samo zdaj se že pač počasi dobivam nazaj moči. Upam, da bo tek domače kranjske klobase pomagala kaj, drugače je pa tukaj Dim, zelo odličen center, napreduje vsak let bolj, tako da mislim, da se bo lepo dopolnjevala na tej poziciji. Glede na to, da je vaš soigralec iz slačilnice, sicer nekdanji kapetan Goran Dragić, včeraj igral na All-Stars tekmi, ste imeli priložnost spremljati ali ste sladko spali doma? Takrat sem sladko spal, sem pa drug dan pogledal malo, kako je igral in to. Kako pa ste sami doživeli, glede na to, da ste si z njim delili slačilnico, nekaj takega, prvi Slovenec na All-Stars tekmi, zagotovo neki temelji za vaše mlajše soigralce reprezentanci? Ja, sigurno, to je velika čast za njega. Mislim, da smo bili vsi igralci zelo veseli za njega, smo mu čestitali na tej naši skupini, tako da res super za njega. Kar se tiče klubske vaše kariere, je seveda zdaj zadeva jasna, vi ste v ekipi in imate svoj status, ste zadovoljni s tem statusom, ste zadovoljni z minutažo in priložnostjo? Ja, seveda sem zadovoljen z minutažo, mislim, da mi selektor zaupa, mislim, da je cela ekipa tako dosti odprta, da se lahko fantje pogovarjamo med sabo in s trenerjem in tako da je to ta prava kemija. Hvala lepa.